Dobrodošli v Rožnati dolini. Moje ime je Katja, če se poznamo, hvala za podporo in zaupanje. Če pa ste prvič kliknili na to podobo z rožami, me veseli, da se spoznamo. Ker je to podcast, vas vabim, da ga poslušate v aplikacijah, tam pa tudi kliknete na tisto ikonico, da se nanj naročite, če vam bo seveda všeč, kar bomo povedali. Lahko mi tudi napišete kak komentar, na Instagramu sem KatjaGS, lahko podcast ocenite in ga predvsem pošljete kakemu frendu. V tem podcastu se pogovarjam z ljudmi, ki so drugačni. Mogoče zaradi izbora načina življenja, morda zaradi vnaprej danih okoliščin, mogoče zaradi sveta, v katerem živijo. V Rožnato so tako že zakorakali dekle s shizofrenijo, mlada lovka in gozdarka, fant, ki živi v kombiju, kapucin, nuna, strokovnjak za droge, seksolog in tako naprej. Ta epizoda je posebna, ni kot ostale. Pomikali se bomo z drugačno hitrostjo, spoznali svet nekoga, ki je mogoče zelo podoben tebi, ki zdaj poslušaš. Morda se res bistveno razlikujeta le v tem, da ima on en kromosom več. Rada bi, da v tej slabi uri res začutimo, kako izgleda svet Alena, da ga poskusimo razumeti. Da si dovolimo vstopiti v njegov svet. V prvi polovici ga bomo spoznali, pogovarjava se o njegovih strasteh in uspehih, kasneje pa greva v bolj življenjske teme, a se lahko osamosvoji, si sploh želi živeti sam v stanovanju, kako je z romantičnim življenjem, dejta, kako ga družba dojema. No, čisto na koncu pa se nam pridruži tudi njegova mama, Ivana Šošter, izjemna ženska, ki tudi konkretno spreminja stvari na področju oseb s trisomijo 21. V sistemu seveda povedala bo med drugim, kakšne so realne možnosti za, na primer, take načine osamosvojitve. Alen ima 26 let, je fotograf, harmonikaš, prvak v plavanju, operni pevec, sin, fant, poet in še marsikaj. In Alen ima Downov sindrom. Srečala sva se na Debelem rtiču, kjer je imel zdravljenje, terapijo za težave, ki jih ima s kožo, dihali in okostjem. Najprej sva malo kofetkala, Alen je vztrajal, da me počasti svojo invalidnino, no in potem sva začela klepetati in zavrtela čas nazaj k njegovem prvem spominu na otroštvo. Res zanimivo. Kaj je Alenu od vseh dogodkov zares ostalo v spominu. In najbolj se spomnim pa tistega mojega najboljšega prijatelja, ki je nekoč meni pomagal, ko sem še mali bil, in to je bil Kiteko Blaž, ki je meni veliko pomagal, ko smo šli skupaj k veruku, vsi stali so šotekali naprej. Jaz sem pa ostal pa kar od zadaj in seveda je Kiteko Blaž tako smiren bil, da je on pomagal ga, da je meni poskrbel, da smo varno prišli čez cesto. Aha, drugi so hiteli, hočeš reči, ko ste nekam šli, Ja. Ta fant pa je v bistvu čakal s tabo. Ja, In da to smo si- skupaj. In to si ti zapomnil. Ja, to sem si zapomnil zaradi tega, ker oni šli naprej, šli v vrtec, on je pa z mano šel, da smo skupaj šla nazaj v vrtec. In to ti dosti pomenilo. Ja, kar veliko. Da me enako tudi enako poštujejo tako osebo, ki imajo Downov sindrom, tudi taki, ki nimajo Downovega sindroma. Ki praviš, da so vsi ostali šli naprej in da si se s tem fantom zelo povezal, ker ti je pomagal in te tudi razumel na nek način. Kako so se drugi do tebe obnašali? In v vrtcu in v šoli? Si se kdaj počutil neprijetno ali nisi imel težav s tem? V bistvu vam čisto iskreno vam povem to, da v vrtcu tega nisem imel, teh problemov s prijatelji, ker smo se razumeli. In to je meni ostalo to, da so moji prijatelji iz mojega vrtca niso se sramovali mene, ker sem drugačen in da sem se meni sem se počutil vse varnega in se počutim še vedno njihov
del njihovega prijateljstva z mano. Ja, to je bilo o vrtcu, ko sem hodil v šolo, pa so bili kaki izpadi, ker sem imel take učence, ki so bili nesramni do mene, da so govorili take in drugačne besede. Naprimer, kaj? Ne vem, čisto žaljenje je, da jaz nisem tak kot on, da nisem tak kot tisti, ki znajo tekoče brati. In vsi se hvalijo, da so oni boljši, jaz pa ne. Torej, kar neko primerjanje brez potrebe. Tako je. Si se takrat začel ali si se že prej začel zavedati, da si pač drugačen? To mi je povedala moja mama, ko sem se rodil, zdravniki so vedeli, da bom jaz imel davno isti dom zaradi tega, ker so se bali. So mislili, da bom jaz ob porodu umrl, ker so mislili, da bo moj srček zelo hudo bolan. In je moja mama vsak dan prosila in molila Mariji, da bi tudi če ima davno isti dom, bom imel Alen srček zdrav in sem dobil srček zdrav, takšen kot sem, kljub temu, da mi je manjkalo šport, plavanje in harmonika. In zdaj si tle z zdravim srčkom. Se pravi, Seveda. je Marija slišala klic. Ja, klic moje mame, seveda. Zdrav srček Alenu omogoča ogromno aktivnosti. Ena od teh je plavanje, s katerim razvija dobre gibalne sposobnosti, da mu veliko zadovoljstva in mu širi socialni krog. Plavanje ga je tudi že poneslo po vsem svetu, mu vlilo pogum, samozavest in mu prineslo številne medalje, tudi 3 srebrne na svetovnih igrah specialne olimpijade v Abu Dhabiju. Imam rad vodo, da je voda zver mojega življenja in tudi na to, da je plavanje da vam ga povem, to plavanje mi je pomagalo takrat, ko sem šel na operacijo mojih kolen. In je plavanje meni rešilo to, da lahko jaz normalno hodim, ker takrat, ko sem imel operirano koleno, takrat nisem mogel v ledu plavati in je plavanje meni pomagalo to, da jaz sem zelo ponosen, da enako plavam, kljub temu, da sem imel taj operacije na levem kolenu. In danes se lahko pač ti normalno hodiš in če ne bi kaj, lahko bil na vozičku. Ja, seveda, ali na vozičku ali pa na beglah celo življenje. In ko praviš, da si bil v Abu Dhabiju na Portugalskem, a ti pač tako dosti potuješ? Ja, seveda, veliko potujem, To bom jaz, ker bom ga prisegel na mojo Katarino, ker je ona bila tista, ki je mene spravila na te igre, v teh tekmovanjih v plavanju. Lahko povem na to, da sem zelo ponosen, da sem bil na toliko tekem, da sem veliko sveta tudi videl. In tudi v Abu Dhabiju sem dobil te olimpijske kolajne, ki sem na njih zelo ponosen, kljub temu, da sem bil še na Portugalskem, pa v sredini, pa verjetno tudi v Nemčiji, pa tudi blizu Hrvaške. In kaj je tebi najbolj všeč, ko potuješ? Da sem šel v Abu Dhabi, ker sem prvič tam jahal tudi kamelo, da sem bil... Madej. Ja, res. Kako je bilo to? Meni je bilo tisto wow, prvič v življenju in tega nikoli ne morem pozabiti. So ti všeč potem te neki trenutki, ko potuješ in se ti dogajajo take specialne stvari, vidiš druge kulture, ker to je meni ful všeč. Saj tudi jaz, ko sem bil v Abu Dhabiju, sem videl tudi njihove kulture in sem se kar navadil do In tudi na drugih tekmovanjih, ki je bilo tako in drugačno počutje. V Abu Dhabiju mi je bilo zelo vroče, tam bilo ful vroče, pesek vse posod, ki si hotel,
pa vse najbolj bom napomnil to, da sem bil tudi na višji stolpnici v Abu Dhabiju. A si bil tam gor, ko se že kliče? Sem pozabila. Tudi jaz sem tudi pozabil. In kakšen je bil razgled? A pol vidiš od tam gor tiste otoki s palm in to? Tudi to sem videl, ja. In to, ko sem bil na eni tekmi v plavanju, tega nikoli ne bom pozabil, da sem videl tudi Eiffel stolp. Čakaj, v Parizu si V bil? Parizu sem tudi bil. A res? Ja, tudi. Jaz sem jih prišla nazaj, je lep Pariz, ne? To je bagetke pa. Meni je bilo ful všeč, ko sem šel tja. In seveda, Pariz je meni najbolj znano mesto, ki je mi je to pisalo na moje srce. Ja, in skratka. Si jedel krosane in bagete in polže. Polže nikoli nisem jedel. Okay. Drugače sem pa jedel njihove spagete, bili ful dobri, bolj pa italijanske pice. Alen na teh potovanjih potuje večinoma brez staršev, brez mame Ivane, ki je tudi njegova asistentka. Na prvenstva grejo velikokrat z njemu zelo ljubo trenerko, Katarino Praznik, in vedno imajo tam neko spremstvo, bodisi so to prostovoljci ali pa drugi trenerji. Kot je dejal, hočejo pokazati svetu, da so tudi oni z Downovim sindromom lahko veliko boljši, na primer v plavanju, kot nekdo, ki Downovega sindroma nima. Ampak Alen ni samo športno nadarjen, od svojega 9. leta sanja, da bi lahko igral harmoniko. In te sanje so se mu uresničile pri 13. To zato, ker sem veliko poslušal, takrat, ko sem vedel, da je Lojze Slak igral na frekvenčno harmoniko. Vsak dan sem njega poslušal na ETV-ju, na YouTubu. In takrat, ko je Slak umrl, takrat, ko sem jaz začel na harmoniko špilati. Ko sem vedel, da je Slak igral na frekvenčno harmoniko, sem želel tudi jaz igrati na harmoniko in nekrat bilo veselje harmoniko igrati, ker me je navdušil Slak in tudi ta harmonika je bila obložena, bila v mojo zibelko, kako bi tako rekla. Boš eno zaigral pol? Veseljem, ki znam tudi po njegovo pesem. Res, Kiro? Dolini tihi, ki je znana pesem. Dolini tihi znaš, to pa še jaz poznam. In kako se ti počutiš, ko igraš? Zakaj imaš tako rad igranje harmonike? Dobro, vprašanje, ker harmoniko igram pa to zato, ker je to moje nadušje. Navdušenje? Ja, navdušenje na harmoniko. Torej, si navdušen nad harmoniko? Zelo sem navdušen, drugače pa harmonika mi da tudi veselje, in harmonika mi je dala toliko znanj. Alen je svojo prvo harmoniko dobil od Miklavža kot igračo in na njo je igral toliko, dokler se ni raztrgala. Mama je nato iskala primernega učitelja in ga končno našla, in nato je učitelj Klemen prvič slišal Alena igrati. In pol je pa rekel, da učitelj harmonike, preberite mi ga, sem tega fanta in seveda mi je dal harmoniko in mi je Klemen pokazal prijem kuža pazi. In pol sem probal špilati, on mi je pokazal, napisal note in pol smo skupaj z mamo delali dolgo, da sem izvojil svoj ritem in da sem začel igrati. Čakaj, a ti znaš brati note? Moja mama zna, ja. Aha.
In Kako pa pol veš, učimo. kako pa pol ti veš, kaj igrati? Tle me napiše, Ja. pol pa z mamo doma vadima. In pol tako dolgo in jaz igram, da mama meni poje, in da jaz imam posluh, zelo močen, in poslušam, in pol pa jaz probam sam igrati. Hudo. In to mi je šlo že od tega trenutka se naučil špilati. Alen je tudi zelo ponosen na to, da igra v čisto pravi operi, ki je nastala po romanu Vinka Mödrndorferja Kit na plaži. Zgodba se vrti okoli najstnice, ki pa ima bratca Igorja, ki ima Downov sindrom. Sporočilo opere je seveda sprejemanje drugačnosti in Alen se je v njej preizkusil kot igralec in solist in od publike požel najbučnejši aplavz. Naučil se je teksta, pel, na odru je celo jokal in zašarmiral tako publiko kot tudi soigralce. Sicer pa poleg vseh obšolskih dejavnosti Alen obiskuje tudi šolo, in sicer 3. osnovno šolo Slovenj Gradec, poseben program vzgoje in izobraževanja. Ko sem ga vprašala o njej, je bil najprej čas za shout-oute. Najprej bom predstavil svoje prijatelje iz moje šole. Okay. Moji prijatelji iz moje šole so Matej Šeničar, Marina Rožolčič, pol Sandi Smode, Jan iz Steknice, iz Steknice, Cenenko prihaja, Jan, pa tudi Florian Kajauh, Luka Trinka, pa tudi moja učiteljica Janja Gašper, ki uči mene in moje prijatelje iz naše šole. Vi se dobro razumete s temi prijatelji, si zadovoljen s svojimi sošolkami in sošolci? Seveda veliko se razumemo, veliko se pogovarjamo, kaj bomo delali v prihodnosti, ko bomo končali šolo, pa tudi to, da znamo tudi poskrbeti za tisto okolje, da znamo poskrbeti, da znamo kuhati, da znamo prati, da znamo likati, pa take reči. Pa tudi pisanje v zvezke, matematika je moj najljubši. Kaj? Matematika je tvoj najljubši predmet? Ja. Oh moj god. Ne, jaz sem komaj 2 imela. Kako? Se pravi, ti si in glasbeno, torej umetniško, športno in matematično si nadarjen, ali kaj? Ja, matematično sem obdan zaradi tega, ker je moja mama v šoli učila matematiko. A ja, zato ona potem imaš lahko inštrukcije doma? Ja, seveda, Nisem imela te možnosti. od svoje mame. Moja mama me je učila mene z ukletnjami, mi je naredila take krogce in mi je pokazala, koliko je 8 plus 8. 8 plus 8 je enako 16 in potem sem jaz vedel, koliko je v oblikosti tih števil. Da sem znal šteti do 10, pa do 20, pa do 30, pa tudi do 100. Okay. Alen, prej si nekaj omenil, kar me ful zanima. Rekel si, da se s svojimi prijatelji pogovarjate o tem, kaj bo, ko končate šolo. Tako je. Da bi bili samostojni, torej. Ja, da bi res bili samostojni in bili zaradi tega, ker mi želimo v šoli, da bi znali tudi v prihodnosti tudi delati v kakih VDC-jih. VDC je varstveno-delovni center. Trenutne realne možnosti za Alena so zaposlitev po šolanju v tem centru, kjer so osebe v dnevnem varstvu in tudi nekaj delajo, ampak znotraj zidov tega centra. Alen pa si tega ne želi. Rad bi bil vključen v družbo, rad bi hodil ven, delati izven tega VDC-ja. Kot pravi njegova mama, se sicer po Sloveniji te možnosti počasi odpirajo, začela je druga violina pod Gradom, konkretno v Slovenj Gradcu pa imajo kavarno, ki jih vzame poskusno za 1 do 2 letno kot natakarje.
Je pa res, da v sistemu šolanja trenutno tega ni. Torej ni neke možnosti, da bi Alen pridobil nek certifikat, da je na primer pomožni natakar ali kuhar. Ampak stvari se počasi odvijajo in razvijajo. Ivana pravi, da to niso sanje, da je to bližnja prihodnost. To je torej to, kar se tiče samostojnosti glede dela, drugo pa je samostojno bivanje, samostojno življenje. Alen trenutno živi doma. Ja, seveda, jaz živim še imamo pa z Atjem, drugače pa ja, imam tudi 4 sestre. Moje 2 sestre so šle vse od doma, vse že so poročene. Okay. Vse so šle od doma, edini jaz sem ostal doma z Atjem pa z mamo. Ja, in na primer, kje ti rabiš pomoč od mame in od očeta? Ja, to pa, kaj pa vem, pri kuhanju, zaradi tega, ki še ne znam v redu delati z plinom. Tega še nikoli nisem delal z plinom. Ja, jaz bi tako rekel, jaz pomoč rabim takrat, ko mi ne bo kaj šlo. Na primer, cote dati Upravni stroj? Upravni stroj. Ne, tega še ne znam. Pa porabljati tistih pripomočkov, ki se hitro zgodi do kakšne nesreče. Ja, se tudi jaz sem nerodna, pač vedno, ko grem ven iz stanovanja, 15krat pogledam, če sem zaprla štedilnik, zato ker se bojim, da se bo kaj zgodilo. Ja, tako je. Ok, in na primer, ne vem, a se lahko tuširaš sam? Ja, to pa absolutno tisto sam. Aha, in se lahko oblečeš sam? Seveda, to se pa jaz znam tisto vse sam, znam se tuširati, znam se obleči, ker se znam se lepo se urediti, pa tudi, ne, tudi blice znam sam, da znam poskrbeti za svojo štitočo, da pa bila manj mila, ker to škodi telesnemu zdravju. Najbolj pa skrbim pa to, da imam dovolj hrane, da imam hrane in dovolj oblek. Ok, torej pač za ene stvari rabiš pomoč, za ene stvari pa si že samostojen popolnoma. Ja, res je. Ampak glede na to, da si ti star 26 let, živiš s starši, bi ti rad kmalu živel sam? Ja, to je pa tudi moja želja, da bi živel tudi sam, tudi sam, ker imam tudi punco. Kako se kliče, ali ne smemo izdati? Lahko jo kar povem, moj punci pa mi pa Urša Podboj. Urša Podboj? Ja. Kako ste se spoznala? Jaz sem drugače na Uršo sem poznal, moj punci smo že skupaj 4 leta. Jaz sem poznal njeno mamo od takrat, ko je moja mama iskala meni, ko sem še mali bil, doktor pripomočke, da sem se začel še se razvijati v športnika, kot sem. In seveda njena mama je bila takrat in je meni pomagala to, da sem postal tak telesno športno aktiven. In je seveda, moja punca, kad je bila še mala deklica in nekaj je nama skotila iskrica, da smo postala par. Ti se zaljubila, je bila prav iskrica? Takoj. Kaj res? Kako takoj? Kaj si jo videl ali kaj? Ne, prišel je tisti trenutek, da smo postala par, ki je meni bila zelo všeč. Ona meni, ni pa ona meni in jaz njej. In kolikokrat se vidita, hodita na zmenke, kako to izgleda? Ja, v bistvu tako izgleda, da se vidimo takrat, ko imamo srečanja za Downov sindrom. In Ima tudi ona Downov sindrom? Tudi. Tudi ona ima Downov sindrom, kot jaz. To smo vsi, ki imamo Downov sindrom, smo si enako vredni. Dobro, mislim, da smo si enako vredni, cela družba, ne? Seveda. In moramo se čim bolj boriti za to. Seveda, razumem. By the way, kaj si gledal ti to serijo na Netflixu Down for Love? Ne?
To pa že prvič čujem. Ej, to moraš gledati. To je resničnosti šov, veš, kot pa so ti, ampak je za zmenkarije, za osebe z Downovim sindromom, ki hodijo na zmenke. Ne, to je ful dobro, res. To sem zdaj gledala prejšnji teden. Ti priporočam, ker je ful zanimivo. Meni je bilo, no. Ja, hvala. Ja. Mogoče že bom, ko boste povedali moji mami. Ja, bom mi rekla, da si bo zapisala. Velja zmeno. Čakaj, povej mi samo še to. A ti potem lahko, pač, ti hodiš na zmenke z Uršo? Seveda. Kaj greš ta sprehode? Ja, včasih gremo na nekak sprehod, pa tudi kaj pogovorima, kaj lepega. Kljub temu, da je danes, da bom tudi spomnil Valentinovo. Čakaj, danes je Valentinovo? Ja. Ja, kaj jo boš videl? Jo boš videl njo danes? Verjetno bom pobavil tudi, sem si napisal eno lepo misel, pa tudi pesem sem ji poslal. Kaj pesem si ti napisal? Ali si zagral? Napisal sem ji preko telefona. Pesem si napisal za Valentinovo? Ja. Wow. Drugače pa ja, da kar priznam tudi to, da jaz tudi pišem tudi svoje rime, tudi svoje pesmi. Wow. Za svojo pametno glavo razmišljam in napišem tudi na ročno tudi kako pesem. Aha, tako z rokami tipo old school, da je tako, da ni vse na telefonu, da je tako v knjigi ali kaj? Tako. Knjige še nimam, drugače pa ja pišem pesmi. Veš, kaj mi še povej, kaj ti potem si rekel, da bi rad se osamosvojil, da bi šel v stanovanje, da bi živel sam, to si želiš? Ja, to si tudi želim, ne da bi živel sam. Aha, bi lahko s punco ali pa s prijateljem, ali kaj? Še to si želim, da bi bilo možno, da bi lahko z Uršo skupaj živela skupaj. Ker je to tudi možno. Je to možno? Kaj bi vseeno rabila neko asistenco? Ja, tako smo se pogovarjali da bi jaz pa Urša imela tako asistenco, tako, ki bi lahko poskrbeli za naju oba. Da bi lahko Urša bi hodila, ne vem, ona rada bere veliko in ona veliko zna brati, da bi ona bi lahko bi pomogla pri pomoči knjižničarke. Ne, da bi to ona delala. Jaz bi pa izbral pa tako pot, da bi tudi delal z natakarstvom. Aha, ti bi rad bil v gostinstvu? Ja. Čakaj, njo pa veseli knjižničarstvo, praviš? Tako je. Ker ona rada bere. Aha, tebe pa bi zanimalo, da bi stregel hrano, pijačo? Ja, saj to si želim, da bi stregel hrano in pijačo in kavico in kakšen pir pa tako. Kakšen pir tudi? Ja. Ker imaš rad pir? Jaz ne, ampak moji prijatelji pa. Aha, ne maraš? Jaz ne maram. Mislim, na splošno ne maraš? Ja. Aha, kaj ne smeš alkohola piti, ali ni priporočljivo? Zame sploh ne smem tega piti zaradi plavanja. Aha, zaradi kondicije ali kaj? Zaradi moje kondicije. Če jo pijem, mi bo zmanjkalo pri plavanju. Pol si resen ti? Resen plavalec? Ja. A ti lahko kot natakar bi dobil službo? A to omogoča Slovenija, da bi ti lahko, ne vem, se zaposlil in dobival nek prihodek? Ja, prav tem sem že razmišljala, da bi bilo to tako možno bilo, da bi z pomočjo asistenca bi lahko zmogel odnesti mize, pa prinesti na mizo, pa kako naučilo, pa ne, ko bi prišel, ne vem, znan obisk, da bi ga znal posteči, kako kavico z vodo, z sokom, s pijačo, pa če kdo, ki je lačen, bi lahko dal, ne vem, kako to posebno, pa kaj čaj, pa tako.
Zdaj, to je res lep poklic. Jaz sem bila 10 let kelnarca. A res? Ja, ki smo imeli doma kafič. In kako je to izgledalo? Tako da sem v srednji šoli že začela in potem tudi na faksu delala in vse vikende sem stregla in spoznavala stranke in poslušala vice od starih stricev, ampak je bilo zabavno. Meni je bilo všeč, ker če si tak, ki rad klepetaš, je to super poklic. Samo kdaj pride kakšen zatežen, to je tako zmeraj v življenju, pač nekdo ti bo zatežil vsake toliko, ampak to moraš predelati. Samo eno vprašanje imam, je dobil kakšen iz tuje države k vam? Kakšen turist, misliš? Ja. Ja, je bilo dosti turistov, tako da sem potem vadila še angleščino. Kaj ti govoriš kakšen jezik? Mi je drugače, se učim angleščino, ampak v šoli mi manjka angleščina, ki me nočejo več učiti angleščino. Jaz sem zelo žalosten in imam željo, da bi začel v šoli učiti angleščino, ki tudi to je moj predmet matematika in angleščina. Angleščine se ne uči več, ker je ni v programu. Vmes je sicer obiskoval krožek, ker se je njegova mama za to izborila, ampak potem je prišla korona in stvari so padle v vodo. Tudi na splošno mama Ivana opozarja, da je zaradi zastarelih ocen in mnenj, da osebe z motnjo v duševnem razvoju niso sposobne procesirati določenih znanj, veliko oseb prikrajšanih za veliko znanj, ki bi jih lahko usvojili. Alen je torej željen znanja, željen socializacije in željen samostojnosti, po možnosti živeti s punco v svojem stanovanju. Kako realne so te možnosti, sem vprašala Ivano. To je še pa trenutno samo vizija, del poskusa evropskega projekta, ki ga trenutno vodi za nas, za Alena, zavod RISA v Slovenj Gradcu. Bomo poskusili. Če ne poskusiš, ne veš, a je mogoče ali ni. Do sedaj so bili samo zavodi in njihove enote, ki so bivalne enote, bivalne skupnosti. Tega je veliko po Sloveniji. Že to je bil napredek v preteklih 20 letih, da smo šli iz velikih zavodov, kjer je ogromno ljudi, do manjših enot, kjer je 8 do 12 oseb z motnjo, plus tisti, ki pač poskrbijo za to, da imajo celodnevno varstvo. Te bivalne enote so pa kar razširjene, vendar ni prostora. Težko je dobiti prostor v eni dobri bivalni enoti, kjer bi lahko samostojno živel. Drugo, kar pa je to zelo draga zadeva, tako rekoč v prvi vrsti za državo, v drugi vrsti pa tudi, če imaš karkoli kot imetje, ti pade noter tudi dediščina. In tega se ljudje bojijo, zato jih imajo tudi veliko oseb z motnjo, kar doma, dokler se le da. Alen si pa želi na svoje, Alen si zelo želi na svoje in trenutno mislim, da smo v enem prelomnem času, ker tudi Evropa podpira te projekte, da bi osebe, ki zmorejo v nekem obsegu samostojno živeti, dobile toliko podpore, da bi tisti primanjkljaj, kar ne zmorejo, recimo, on si ne zmore čisto samostojno sam skuhati stvari. On ne obvlada ure tako, da bi točno vedel, čez 5 minut moram iti na avtobus in tako naprej. Določene organizacijske stvari okrog denarja, okrog zdravnika, okrog vsega tega tam pa rabi pomoč. In tu se mi zdi idealna osebna asistenca, ker določene stvari pa zmore sam. In tudi kakšno uro je lahko sam. Jaz mislim, da to v roku 5 let, 10 let ne bojo več sanje, ampak bo resničnost, ne bo množična, najprej bojo posamezni primeri, kasneje pa upam, da se bo to razvilo v več primerov, v več možnosti za tiste, ki pač to zmorejo. Mogoče, ker mi je rekel Alen, da ima punco, kako to poteka pač pri vas? A ste se vi, povezali z starši od te punce, a sta ona dva popolnoma samostojna? Kako poteka ta odnos? Ja, bom kar za začetek rekla, vsi ti naši ljudje se prav tako želijo ljubezni kot vsi drugi. Torej želijo živeti v neki skupnosti, želijo živeti fantje s puncami, punce s fanti ali kakorkoli že. Torej želijo biti v paru, želijo, da ga nekdo prijazno prima za roko, da ga nekdo objame, da si pove, rad te imam, rada te imam.
dejansko imajo prvinsko ljubezen, ko smo jo mi izgubili. In Alen res je. Alen ima trenutno punco, to že kar traja kot prijateljstvo, pa nekaj več, že kar okrog 4 leta. Je pa res, da smo starši povezani že od začetka, ker z njenimi starši se mi poznamo, odkar je Alen na svetu. Oni so bili meni prvi vodniki v te vode živeti z Downovim sindromom, ker so imeli takrat 2-letno deklico, pa so tudi oni to pogrešali, pa so naredili eno brošuro, v kateri so bile osnovni podatki, not je bila tudi njihova telefonska in jaz sem tako prišla do njih, tako da poznamo se že 26 let. Medtem ko na enem seminarju je šla neka iskrica med njima, sta se začela imeti rada in to nekako vzdržujemo z rednimi srečanji, parkrat, ker deklica ni tu blizu doma, deklica je v Ljubljani doma. Alen je pa tudi takšen, da bi šel živeti kamorkoli, kjer bi se dalo. Ni vezan na en kraj domač, ker veliko potuje po svetu, ne. Tudi to je neka osnova, da je on preko plavanja ogromno prepotoval, pol Evrope, tudi v Abu Dhabiju je bil, v Dubaju je bil in on je navajen brez mene potovati in ni tako vezan na dom, na to, da moram biti jaz v njegovi bližini. To pomeni, delali smo ogromno na samostojnosti in s to punco je pač tako. To je ena širina prijateljstva, si dopisujeta, sta na povezavi, ko pridemo skupaj, gremo na sprehod, sta oba srečna, žarita, držita se za roko. In to je to, zaenkrat je to, res pa je, Alen ima željo nekoč živeti, če bo ta naveza ostala z njo skupaj v nekem stanovanju. In spet so to sanje, če bi imela osebne asistente, sta sposobna sama preživeti vsaj nekaj časa. Če bo zdravje, če je vse to pogojeno, kar je pri vsakem človeku, da neko samostojno, neko zdravje mora biti v ozadju. Če pride do kakršnekoli hujše oblike neke bolezni ali česarkoli, takrat pač rabimo širšo pomoč, tako kot pa mi vsi ostali. Mama Ivana nenehno išče rešitve, pot v svet, ki bi najbolj odgovarjala Alenu, hkrati pa bila realna. Ker družba, tako kot sistem, do ljudi z Downovim sindromom ni najbolj ustrežljiva. Sicer pa oba z Alenom pravita, da je vse odvisno od trenutka. Kdaj so sprejeti dobro, drugič spet ne. Meni me sprejemajo zmeraj bolj, eni ja, eni pa ne, eni me sprejemajo taki, ko so taki, ki so prijazni. In s njimi se počutim varnega in sem srečen, da se družim. Kljub temu, da imam tudi tako stisko, ki so eni taki, ki ne poštujejo takšnega fanta, ki ima Downovi sindrom, tisti, ki so dijaki iz drugih šol. Eni ja, eni pa ne. In kaj verjetno se ne počutiš varnega, ne? Ker nekaj se počutim še se tisto osamljenega, ne, ker eni mislijo, da sem, ne vem, da sem neumsko prizadet, da sem to, kar sem, zakaj sem dobil Downovi sindrom pa take. Mi govorijo eni, ki ne razumejo tega, ki imamo Downovi sindrom in se počutimo tudi, ker se počutim nekaj žalostnega in nisem bolj vesel, ki se drugi se naučujejo iz nas, tisti, ki ne sprejemajo take drugačnosti, ki ga imam jaz in moji prijatelji. Mi je žal, da se moraš počutiti tako kdaj, da so kakšni ljudje, ki ne razumejo. Ja. In upam, da bo samo čim več ljudi, da bo razumeli in da srečaš čim manj takšnih, ki so nesramni. Saj moja želja je tudi to, tudi da smo taki nesramni, da bi čim manj takih bilo, da bi bilo takih, ki bi poštovali našo voljo tudi, če mi znamo biti enaki. Kaj se počutiš kdaj osamljenega? Včasih tudi v moji šoli, ker so eni taki,
ki govorijo neprimerno in prosim tudi samega takšnega, kot sem. In ja, tudi, ki mislijo, tudi se osamljenega takrat, ki tudi ne znajo oceniti to, kaj si jaz želim in kaj si želijo oni. Ki te ne vidijo, ne? Ki sploh me ne vidijo. Točno to ne vidijo, kaj ti si. Ja. Kaj bi si ti želel, da bi se družba zavedala glede Downovega sindroma? Da se mogoče premalo zavedamo. Kaj bi si ti želel? Jaz najbolj si pa želim to, da bi tisti, ki še ne vejo za Downov sindrom, da jim povem, da mi lahko razumemo to, da mi znamo na drugačen način tudi kaj povedati, to, da mi tudi znamo povedati naše odnose od tistih, ki znajo nas poslušati. Mi tudi znamo poslušati in da znamo tudi ubogati in znamo tudi delati na podoben način kot vi. Tako, in da ste del naše družbe in da smo mi tisti, ki moramo vas bolj vključiti. In smo mi odgovorni za to. Seveda, da jih tudi vsi zelo želimo, da bi čim več mi bili v kakšni taki družbi, ki bi se pogovarjali tudi z njimi. Kaj so mogoče neke majhne stvari, ki jih lahko naredimo, da postanemo bolj vključujoča družba? Kaj bi si ti želel? Ja, želim si pa to, da bi kak človek, ki bi rekel kako prijazno besedo, da bi tudi jaz znal povedati, da sem tudi jaz lahko tudi vesel, da se lahko s kom se pogovarjam. Da mi je všeč njegova bližina, da sem v njegovi bližini. Ne, da se pogovarjamo tako, da bi se znala poštovati. Kaj te kdaj ljudje ignorirajo, ko jih ogovoriš ali nekaj? Tudi, Ma zakaj? ker si mislijo to, da mislijo na to, da jaz nisem enako vreden kot ti, ko so tu. Jaz sem zelo sem pa tudi zelo žalosten, ker eni ljudje, ki so tu, tudi razmišljajo o tem, da je kaka sramota, da taka, ki nisem enako vreden kot oni, ko so Ampak tu. si. Vem, da sem, ampak eni pa tega še ne vejo. Se potrudimo, da čim bolj zvejo. Se tudi si zelo želim, da bi vedeli, da bi poštovali to, da sem drugačen, da znam lepo govoriti, da znam poštovati vsakega, ki bi me posluhnil. Kako si predstavljaš svojo starost? S kom si, kaj boš počel, kje boš živel? Kako si predstavljaš svojo starost? Jaz bi rekel na kratko, tudi ko bom 50 let ali 30 let, da na mojo starost jaz ne gledam na tem, ampak zmeraj si rečem tako, da živim svoje življenje tako, kot jo imam, samo da živim toliko let, ki mi je meni dano.
Skromnost, srčnost in potrpežljivost so stvari, ki ustvarjajo Alena. Upam, da sem vam uspela vsaj malo, za vsaj kratek čas prikazati, kako izgleda njegov svet in njegovo življenje. Pater Karel Gržan je dejal, da je vsak otrok, vsak človek na tej zemlji z namenom in da so osebe z Downovim sindromom zagotovo tukaj tudi zato, da ta svet srčijo. Če vam je bila epizoda všeč, jo pošljite kakšnemu frendu, naročite se na Rožnato dolino, slišimo se seveda čez 2 tedna, ampak za čisti konec pa še misel mame Ivane. Ko se soočiš s tem, da nekaj v življenju ne bo tako, kot si ti pričakoval, je sigurno najprej šok. Vendar, ko to sprejmeš in rečeš, to sem dobil, s tem bom delal, lahko postane tista, naj bo to stvar, naj bo to življenje, postane to darilo. Mogoče se za koga to čudno sliši, ampak je tako. Slišala sem eno primerjavo pred leti, ko se mož pa žena spravita na potovanje in hočeta v London. Prideta na letališče, sedeta na letalo, zdaj bova pa razgledala si London, letalo pristane pa v Amsterdamu. Ali se jezita, uničita dopust in besna gresta nazaj, ali pa rečeta, če so se že zmotili v letu, bova pa v Amsterdamu letos uživala. In ta prispodoba se mi je zdela fantastična. Ja, vsaka mamica, ki pričakuje otroka, pričakuje idealno sliko. Vendar, ko se nekaj zgodi, se moraš pa s tem soočiti in jaz vem, da sem takrat ob diagnozi v nosečnosti si rekla, katera mama bi pa rodila zločinca ali pa narkomana, če bi to vnaprej vedela. Jaz bom pa dobila samo enega otroka, ki bo imel en kromosom več. Pika. To bomo delali, naredili bomo, kar se da. Res pa je, da preden sem dobila diagnozo, spoznala eno mamo, ki je imela 6-letnega fantka in je rekla, ja, moj otrok ne bo zdravnik ali pa direktor, je pa človek. In dejansko mi je ta njen stavek pomagal, da sem šla čez prvo stopnico te bolečine, naprej pa več ni bilo bolečine, ampak je bila samo ena borba, oziroma tako, ko ti sprejmeš križ in rečeš, z veseljem ga bom nosil, postane tisti križ nekaj lepega. Če pa ti sprejmeš križ kot neko krivdo, neko težavo, nekaj, zakaj se je ravno meni to zgodilo, potem pa trpiš do konca življenja. In to nima nobenega smisla. Ker je življenje tako lepo v 1001 obliki in največ mi je recimo zdajle, ta hip, mi skoči misel nazaj na otroštvo, ko je Alen prišel iz vrtca, pa mi vedno prinesel iz travnika šopek. Tistih rožic, ki so tisti trenutek cvetele. Enkrat regrat, drugič marjetice, mami, to je pa zate. In od takrat naprej vem, da je ta šopek veliko več vreden, kot pa če bi mi nekdo 50 vrtnic ponudil.